Dragi gledalci in gledalke, lep pozdrav. Torej, spet se vidimo na naši najnovejši oddaji Popotniškega snapa. Z vami sem moderator Tine Nipič in prav tako prostovoljec pri Popotniškem združenju Slovenije. Torej, kot vedno, bom povedal nekaj malega o nas. Torej, naša glavna naloga je spodbujanje in razvijanje mladinskega ter trajnostnega turizma. V ta namen pa izvajamo številne projekte za mlade, predvsem za tiste z manj priložnostmi. In ena od takih projektov je na primer tudi naša revija Globetrotter, ki je z nami že več kot 13 let. Torej, na njej lahko vsak mesec odkrivate popotniške utrinke naših novinarjev in zveste zelo veliko na svetu za lažje in bolj pestro odkrivanje sveta. Torej, današnja oddaja je bolj posebna in drugače obarvana, saj se odvija v sklopu Evropskega tedna mladih, ki poteka od 24. do 30. maja. Torej, varovanje okolja, pa trajnost in podnebne spremembe. To vse so področja, ki se želimo dotakniti v tem tednu. Slogan pa se glasi: prihodnost je v naših rokah in vprašanje je, če se tega resnično zavedamo. Tudi na Popotniškem združenju smo se odločili podpreti to misel, zato bomo tokrat govorili torej o okolju prijaznih potovanjih. To pa ni vse. Danes tudi vsem gledalcem starim od 15 do 30 let tokrat izjemoma podarjamo oziroma bomo podarili brezplačno člansko izkaznico. Vse, kar morate vi storiti, je, da po oddaji pošljete mail naslov, naveden v okvirčku spodaj, svoje podatke, z letnico rojstva in geslo, ki pa vam ga bom zaupal na koncu današnjega druženja. Ne? Da ne pozabimo, da naš dogodek poteka tudi v sodelovanju s partnersko organizacijo Mladi Maribor. Zdaj pa je tak čas, da se posvetimo današnji temi bolj podrobno. Torej, kot vidite, je z nami nova gostja, naša prostovoljka in novinarka, ki pa je napisala že več kot 120 prispevkov za našo revijo. To je Alenka Kastelec, ki je prav tako članica raznih okoljskih organizacij in tudi magistrica geografije na Univerzi v Ljubljani. Alenka, pozdravljena, kako si? Živjo, dobro, pa ti? Tudi dobro, čeprav je bil danes pred nekaj urami nas je doletela huda vihta oziroma neurje, tako da, ampak bo. Kakšni so načrti za potovanja, če nam zaupaš v začetku? Ja, trenutno še nimam kakšnih posebnih planov, bom šla bolj na bližnje destinacije, ampak ko se bo pa bolj meje odprle, pa tudi še kam drugam, moram pa še dobro razmisliti kam. Torej še nič. Če se krustim z vlakom ali kaj tazga, bomo videli. Zdaj smo, kako jaz vem, v zeleni fazi, tako da je po Sloveniji že možno bolj potovati, oziroma vse že skoraj odprto, kot je bilo, ne? Torej, moram povedati, zakaj je Alenka z nami. Torej, Alenka z nami, da bomo skupaj z njo debatirali o velikokrat omenjeni temi, ki jo že vsi podzavestno dobro poznamo, ne? Torej, ne zavedamo pa se dovolj. Torej, tako kot vedno, med potekom svobodno postavljate vprašanja, komentarje, potrudili pa se bomo, da odgovorimo na čim več. Te pa kar začnimo. Alenka, nas že zanima, ne? Kaj novega pa zanimivega nam boš predstavila? Odlično. Evo, torej dan vam govorila, kako potujemo okolju prijazno. Torej, pa začnimo najprej s tem, kaj je trajnostni turizem. Trajnostni turizem sestavljajo 3 glavni stebri: gospodarski, okoljski in socialni, kulturni. In predvsem je pomembno pri tem, da se vsi ti stebri povezujejo in tudi, da se mi kot turisti obnašamo trajnostno, kar pomeni, da ko pridemo na destinacijo, da se obnašamo, kot bi se obnašali doma, ne pa da porabljamo veliko vode in veliko odpadkov. No, in trajnostni turizem se razlikuje od masovnega prav v tem, da se poskrbi za lokalno prebivalstvo, da denar ostane na destinaciji in se zraven tudi skrbi za dediščino. So pa tukaj zelo popularne te alternativne veje turizma, kot je na primer ekoturizem, ki se največkrat dogaja na gorskih kmetijah. Se mi je pa zdaj, da ne morem čisto dobro govoriti o trajnostnem turizmu, brez da povem, kakšni so bili vplivi epidemije. Torej, pozitivni vplivi na trajnostni turizem so bile recimo to, da so se živali začele vračati na plaže, ko so na primer želve spet začele polagati jajca na tajskih plažah. Negativni pa bolj to, da je zdaj zaradi tega, ker ni bilo turistov, zmanjkalo denarja za vzdrževanje narodnih parkov v bolj revnih državah. No, pa pejmo na to, kako prepoznamo trajnostni turizem, ker pač danes vsi že hočejo biti neki eko in to posod piše.
in se pravi, da izvajajo zeleno zavajanje nas potrošnikov in obiskovalcev. In zato je pač pomembno, da se prej pozanimamo, kam gremo, pri tem nam pa pomagajo tele ekološki certifikati, ki jih imate nekaj na desni strani zaslona. Najbolj popularna v Sloveniji je tale Eko-marjetica ali Eco-label, potem pa ima tudi Hosting International svoj posebni znak. Predvsem pa trajnostni turizem ni masovni turizem, kar pač pomeni, da to niso kakšne križarke ali pa kakšna velika turistična letovišča. In tudi, če pač preveč ljudi, to lahko negativno vpliva na našo izkušnjo. Torej, zdaj, ko si nam hotela povedati tudi to problem, da veliko takšnih hostlov oziroma hotelov uporablja ta izraz preveč neresno, torej, da je to kot marketinški izraz, da zgleda lepo, v resnici pa se tega tudi ne držijo, kot trženjski izraz samo. Ja. Mislim, eni so nehali, niso pravi brisač vsak dan, ampak ne zato, ker so hoteli biti bolj eko, ampak zato, da niso imeli take izgube dobička. Recimo tudi velikrat so eko, pa čut preveč plastike za enkratno uporabo uporabljajo. Ja. No, in zdaj še naprej gremo, še na trajnostno mobilnost, kako lahko potujemo nekam. Najbolj je seveda najbolj, če gremo z vlakom, ampak ne moramo zdaj v Azijo potovati z vlakom. In če že gremo z letalom, potem lahko na Climate Care zračunamo, kakšen je bil ogljičen odtis in potem nam oni predlagajo, kateri okoljski organizaciji lahko prispevamo denar, da bodo oni posadili drevesa. Je pa tudi to pomembno, da se zavedamo, da največ izpustov CO2 nastane pri vzletu in pri izpustu letala, zato najbolj uporabljamo samo pač take povezave, da ni postankov. Recimo je pa samo za primerjavo, da povem, da je polurni potovanje z letalom spustil v zrak 10-krat več CO2 kot pa 3-urna vožnja z avtobusom. Seveda se pa pri vsem tem porabi tudi manj bencina. Ja, zdaj pa da povem še malo tako bolj primerov. Recimo trajnostni turizem v Alpah, ker Alpe obišče res ogromen turistov, več kot 90 milijonov turistov letno, tem, da že 20 milijonov ljudi tudi živi. Je pa turizem tam pomemben, ker je večkrat edini razlog, da ljudje ostanejo. In kar so ene glavnih težav v turizmu v Alpah so ta smučišča, ker pa pač tudi vidimo, recimo zdaj, ko ni več veliko snega v visokogorju in vidimo, kako so bele proge na rjavi podlagi in to ni pač niti ni zelo pozavideti, od tega je pa tudi zelo neokoljsko, ker se porabi čisto preveč vode za umetno zasneževanje in tudi potem smučišča slabo vplivajo, ker to je čisto nek spremenjen svet in se prekrinejo migracijske poti živali in tako. Zato je pomembno, da tudi po Alpah potujemo z vlakom ali pa recimo s tem kolesom in zato tudi veliko teh organizacij in občin se tega zaveda, zato je velikokrat imajo neke akcije ali brezplačni javni prevoz, predvsem po gorskih dolinah. Pomembno je pa, da mi kot turisti spoštujemo zapovedi, ki so na nekem območju, se tako naprimer ne gremo kopati v jezera, če je to prepovedano. Tukaj na sliki imamo pa tole jezero na planini nad jezerom. Če sam zanimiv, zakaj so tukaj alge, ker so recimo naselili ribe, kar se tudi vidi, da zanimiv. Pa še morski trajnostni turizem, pač na morju, kamor bomo zdaj po letu vsi šli. In zdaj že veliko takih organizacij, ki se ukvarja in lahko samo pogooglamo in najdemo in se pridružimo recimo akcijam, ko smo na počitnicah pri prebiranju smeti. In vedno, ko gremo na sladoled, vzamemo sladoled v kornetu in tako naprej. In nikoli ne vzamemo plastičnih slamc. Je pa zanimivo recimo, da pri teh velikih turističnih letoviščih, ki so sami hoteli, tam večino denarja gre v tujino in ostane pri lokalnem prebivalstvu. Zato so pa ta letovišča tako zelo slaba za okolje. Slaba so tudi križarjenja, ker se spusti čisto preveč vode in vsega in odpadkov in porabi se preveč hrane in je potem preveč food waste.
No, recimo vidimo količina vode, ki jo porabi s to koristjo v 55 dneh, bi 15 vasem omogočala 15-letno predelavo riža. Pa vidimo, da se tudi plastika, če odvržemo, veliko časa razgraja v vodi, pa tudi ni dobro priporočljivo pošiljati pisem v steklenici, ker ne samo, da ta pisma namreč nikamor ne pridejo, tudi steklenica se čisto preveč časa razgraja. Ko si povedala, glede kako turisti, koliko vode porabijo, to je tudi problem verjetno, ker se turisti, ko smo mi turisti, ko potujemo, ponavadi gremo na dopust, in ko smo mi na dopustu, odklopimo in mislimo, da teh težav, za katere skrbimo doma, oziroma teh obveznosti, da za nas ne veljajo. To pomeni, da mi se obnašamo tudi, da trošimo vodo po nepotrebnem, pustimo elektriko prižgano oziroma luči prižgane, si več hrane nabaščamo na krožnike, v hotelih posebej. Problem je, da se mi nismo usmerjeni in razmišljamo, kot da ta pravila ne veljajo, ko potujemo. In tega se moramo bolj zavedati. To je res, in to se pozna tudi v tem, ko si povedala te podatke. Ja, pomembno je, da se obnašamo podobno, kot bi se doma, in da ugašamo luči in da ne razmete, pa da predvsem spoštujemo lokalno prebivalstvo in tako naprej. Točno tako. Turizem predstavlja tudi življenje zunaj domačega kraja, tako da se moramo tega tudi bolj podrobno zavedati. Če pomeni življenje zunaj domačega kraja, to pomeni, da se držimo istih pravil, kot se jih držimo doma. No, je pa tudi zanimiv tole, kar vidim tukaj en pomislek, da če je za hostle in hotele dražje, da so eko, kaj je razlog, da se promovirajo, če eko, če niso. Mislim, da predvsem raste popularnost ekoturizma in tudi neko eko in da se čedalje bolj ljudje tega zavedajo, zato jih je čedalje lažje nekam povabiti. Pa tudi, mislim, ne vem, če ni dobrega preverjanja certifikata, kako je eko, se sigurno da še kakšne dodatna denarna sredstva pripeljati in tako naprej. Tako da je pomembno, da že preden nekam gremo, da si preberemo in se pripravimo na vse. Če preden gremo. In ja. No, tu pa se je pojavilo vprašanje od Ksenije. Ali se vedno trudiš potovati eko in v primeru izbire izbereš okolju bolj prijazno potovanje, čeprav to pomeni daljše potovanje, na primer, ne? Ja, ne čisto vedno, ker včasih je res težko biti vse upoštevati in je dosti lažje, če ne greš eko, recimo, če greš na tako letalsko potovanje, ampak to se predvsem v zadnjih letih vse malo bolj trudim, vse malo bolj eko potujem, tako da ja. Zdaj sem sploh postala ta sovražnik, če moram večkrat prestopati na letalu, to raje trenutno ne delam več. In pa tudi tako, da se recimo bolj trudim, da bolj opazujem lokalno okolje, pa se probam z lokalci povezati, pa z okoljem, recimo, da kakšne smeti pobiram, pa tako naprej. Čeprav to je zdaj težko v korona času, kaj dosti smeti pobirati, ker so te maske povsod na tleh. Zato gremo pa lahko naprej. No, torej, zdaj bomo še malo povedala o praksi tega trajnostnega turizma. Ko sem letos 8 mesecev na Islandiji, v enem od organizacij, recimo kot je Popotniško združenje v Sloveniji, sem bila jaz pri Islandiji, pri High Iceland, ali po njihovo rečejo fafoglah, kar nekako pomeni odhajajoče ptice, in to že predvsem pomeni to, da se turisti znova in znova vračajo, da nikoli pa ne ostanejo, recimo po zimi je bolj malo, po letih je pa več. In High Iceland ima 31 hostlov po celi državi, jaz sem bila predvsem od 2, ki sta v Reykjaviku, v Loftu in Delurju, kakor je bil včasih City Hostel, in živeli smo tudi v tem Dalarju, ki ima pa tudi tale velik kemp, kjer je lahko poleti 100 šotorov. 14 dni sem bila pa tudi v Seyðisfjörðurju, ker mi je pa najbolj v hostlu, recimo to všeč, da so imeli kar strnjak pred hostlom, pa imeli so tudi tole kokoši, da so jim vsak jutr znesle sveža jajca.
In drugače pa ta organizacija zelo trudi, da bi bila prva izbira za vse ljudi, ki hočejo popotovati trajnostno po Islandiji. No, in da bom predstavila, kaj so bile tam glavne trajnostne rešitve ali pa tudi nekaj, kar sem jaz pravzaprav počela tam. Sama pa še povedala to, da sta te dva islandska hostla, imata svoj eko-label, ki je nordijska ta eko-label, in v njej so 3 glavni cilji, se pravi, da se porabi čim manj vode, čim manj elektrike in čim manj odpadkov. In kar pomeni, da sem vsak mesec mogla prebrati števce in to poročati, zato ker Svam ima točno določeno mejo, koliko oni lahko porabijo. In potem recimo mora biti vse eko tukaj, pravi, da ima to eko certifikat ali evropskega ali pa tega islandskega, se pravi, bilo eko vse očistili do toaletnega papirja. Mi smo pa recimo tole, mi je bilo vedno všeč tole izmenjevalnico teh majhnih plastenk z gasom za kemperje. No in tukaj v tem hostlu zelo pazijo, da izobražujejo goste in zato imajo povsod tele posterje, kjer so recimo tudi informacije, kako se ločuje in kam grejo te odpadki. Vsak teden sem pa delala tudi eko-audit, kjer sem pač jim pregledala, če je vse trajnostno in jim predlagala ideje za večjo trajnost. Alenka, mene pa zanima, kako pa je to z domačini? So domačini tudi tako ekološko ozaveščeni, kot se trudijo, oziroma kot se v teh hostlih trudijo bolj obiskovalce ozavestiti oziroma izobraziti? Ja, mislim, da Islandci bolj ločujejo odpadke kot druge države, ampak oni na Islandiji sta 2 stvari poceni, elektrika pa voda. Se pravi, da stalno puščajo recimo luč ugasnjeno, pa tudi recimo kamorkoli grejo z avtom, tudi če morajo samo 5 minut, ampak drugače pa mislim, da so kar ozaveščeni glede kakšnih drugih stvari. Ampak, ja, če hostli zaradi tega lažje zagotavljajo ekoturizem. Ja, mislim, da čeprav v teh hostlih so večinoma tujci, tako da jim pa probajo te tujce izobraževati. Ampak mislim pa, da pač Islandčan, če jim pove, zakaj neki dobro, da bojo verjeli, da morajo biti bolj ekološki, se ne grejo pa prijekati s tabo, kot mogoče kakšni drugi ljudje. Pa recimo v hostlu, ko sem bila jaz, so se zelo trudili, da so imeli lokalno hrano velikrat vegansko, ampak ne vedno. Na Islandiji je več veganske hrane, kot bi se človek mislil, ne, več hrane sami pridelajo, kot bi se človek mislil, ker jo pridelujejo v telih rastlinjakih po celi državi. No, in recimo letos, ko smo imeli tale božični sejem, so bila vsa božična drevesa iz gozda, njihovega, ki je dol zraven Reykjavika. In kar je pa tudi zanimivo, da oni od vseh gostov, ki jih obiščajo vsak december, potem za vsakega gosta posedijo eno drevo in s tem nekako neutralizirajo njihovo bivanje. In tukaj pa tudi vidimo tole tabelo za car sharing, kjer se pač gostje vpišajo za avto in kako bojo delili, da si pa lahko skupaj delijo avto in tako naprej. Ko si omenila lokalno hrano, pa večino vegansko, kaj se ti pa je zdela po tvojem okusu hrana, pač islandska, če lahko rečemo tako? Če se iskreno, islandska hrana tradicionalna sploh ni tako zelo jekla, ker so večinoma ovce pa ribe. Tako da, ampak zato so po mojem, ampak le so se malo bolj trudili, da so imeli in mi je bilo bolj všeč, ampak sem seveda provala tudi lokalne specialitete, kot je na primer ovčja glava, pa tako naprej. In to je bilo kar zanimivo, ampak ja. Kakšen pa je bil okus? Dober? Ja, sam mislim, da nisem čisto prava, ne vem, malo je bilo vse čuden. Ja, ker recimo pri tem projektu je dobro, ko dobiš pač mentorja in ta mentor skrbi zate, pa te spoznava s kulturo in mene recimo pač kuhala islandsko hrano in ko pač spoznavaš še ta vidik, to je bilo zelo zanimivo. Torej, ti si dobila mentora v okviru tega projekta, ko si bila 6 mesecev kot eko-turistka oziroma eko-potovalka, si dobila svojega mentora, ki te je dansko tudi prikazoval takšne, oziroma te vodil po takšnih stvarih, destinacijah, oziroma potem kot...
Pač dobiš nekoga, ki bi skrbel zate in ti pomagal, in predvsem je bilo dobro, ker pač ona govorila slovensko in potem sem se lahko s kom slovensko pogovarjala, ker tam jaz sem videla Slovence samo na začetku svojega bivanja, ko so še bile turistične skupine in potem, ko ni bilo več turistov. No, moja glavna naloga je bila tukaj promoviranje trajnostnega turizma, kar pa ni bilo preveč težko, ker ni bilo nič turistov. Tako da se nismo preveč s tem ubadali, ampak je bilo povsem fino. Evo. No, tu se pa pojavlja eno bolj dolgo vprašanje od Monje, torej zdaj ga bom pa prebral. Ali lahko tudi negativne vplive križarjenja popravimo tako, da vložimo denar v, na primer, sajenje dreves? Potovanja, kot je križarjenje, imajo različne, torej negativne vplive, na primer odmetavanje smeti, hrup za morske živali in tako dalje, torej ni ravno, da bi negirali vse. Bi rekla, da je zaradi tega v vsakem primeru neetično križariti in če se da, ali ni podobno tudi z letali in vlaki. Torej v primeru letal bi lahko govorili tudi o porabi energije med proizvodnjo, odpadnih delih letal in še kaj, torej kako poskrbeti za vse to. Da lahko po delih odgovorimo, ne? Ja. Moje mnenje, Alenka? Seveda, vedno se da vsako napako popraviti, ne. In ni treba, da lahko vlagamo samo v sajenje dreves, lahko na primer vlagamo tudi kakšnim drugim organizacijam, ki se ukvarjajo s kakšnimi drugimi okoljskimi tematikami. Je pa tako, da ampak ne vem, ampak kakor so križarjenja bila zastavljena, je že bolj ekološka pojavljala. Mislim, da res niso bila v redu, ker so čisto preveč porabila vsega bencina in pa so lahko tudi negativno vplivala na morsko dno. In v glavnem tam se mi vedno zdelo, da se porabi čisto preveč hrane in tako naprej, ampak zdaj lahko, da je vse to skupaj že malo napredovalo in da je malo nehala spremljati. Recimo, da že obstajajo ekokrižarjenja, kar pač pomembno je, da se razišče, zakaj oni pravijo, da so eko. In če ni napisano na spletni strani, se jih lahko kar vpraša, to pa je vedno zanimivo brati. Sem pa pozabila, kaj je še bilo v vprašanju. Ja. Bolj vprašanje. Še imaš kaj zapovedati, evo. Ok. Ampak na koncu se bi tako vsak odloči, kaj bo naredil in mogoče še vse nekako nikoli ne bomo mogli čisto prepovedati tega, tako da mogoče se vsem bolj, če se nekako izobražuje, da gre to vse v bolj v smer nekega eko in zelenega potovanja. Ampak mogoče pri križarjenju, ne vem, kaj bi tukaj z lokalno skupnostjo naredimo, mogoče je pač pomembno, da vsakič, ko greš nekam, da greš ven in pustiš nekaj denarja pri lokalni skupnosti. In predvsem, da ne hodiš na te njihove vodene izlete, ki jih pol ponujajo svojim gostom križarjenja in potem vidiš, kako tam ljudje po Ljubljani hodijo za eno marelo in tako naprej. Da ja. No. Zdaj sem pa končala. Ok. No. In tu ste že opazili mogoče v Ljubljani, ker je to izmenjevalnice oblek v Hostel Tresor in to je v bistvu prišlo prav iz Islandije, ker imajo zelo veliko teh izmenjevalnic oblek, saj enkrat mesečno. In to bi imeli mi tudi lani, ampak je bila korona, zato smo jih probali organizirati zunaj, predvsem pa kar smo naredili, še z mojo špansko soprostovoljko, ki je bila tudi z mano, je bilo to, da smo kar naredili eno svojo pomaro sred hostla, kjer smo obesili obleke in potem je možno, da si ljudje te obleke zamenjajo. In pač da vzamejo eno in prinesejo svoje. In v tem hostlu si pa recimo lahko tudi izmenjuješ šampone in tako naprej na posebnih policah in predvsem tudi knjige. Kot vidite, imajo vsi ti hostli tudi veliko rastlin, to je recimo slika iz lofta in to je bila ena mojih nalog, je bila tudi skrb za te rastline, kar ni vedno najbolj žratal. No in obstaja tudi tole ekomilo, ki ga pa imajo v teh hoslih, ki je pa narejeno v ekološki vasici nedaleč od Reykjavika iz Želišč. Evo. Jaz sem tudi med drugim tukaj sadila česen in tulipane in upam, da zdaj že lepo rastejo.
in recimo tako posadila 100 tulipanov. Tukaj pa lahko vidite tudi otroški kotiček, ker zdaj, ko pač ni bilo veliko turistov, so se mogli te hostli znajti drugače in zato so recimo v Dalarju odprli cel novi kafe in tole je otroški kotiček iz njega, kjer se otroci lahko igrajo v tej igralnici in kar je zanimivo pa, da mora biti tudi vso celotno pohištvo mora biti eko. Se pravi, mora imeti certifikat, se pravi, in mora pomeniti, da je trajnostno. In tudi recimo posod po hostlu se imajo tudi različne oznake, da je treba ugašati luč in tako naprej. Se pa tudi zelo trudijo, da bi izobraževali svoje osebje in zato mora iti celotno osebje na zeleni trening. Okay. Še malo o Islandiji govorila. Se pravi, in tudi o tem, zakaj je dobro biti dolgo časa na eni destinaciji. Ker pač počasna potovanja je tudi eno iz pomembnih elementov trajnostnega razvoja. In ko si dolgo časa nekje, imaš recimo na Islandiji, pozimi lahko gleda severni sij, ponoči pa polnočno sonce, ker recimo pozimi je bilo 4 ure, samo 4 ure svetlobe, poletje je bil pa dan cel dan. In je tudi vela čas za odkrivanje islandske kulture in zelo pomemben del kulture so tele bazeni, tako da recimo, če hočete spoznati ljudi, tukaj lokalno prebivalstvo se gre ali v bazene ali pa zvečer v bare, ker se pač tudi vedno najde veliko Islandcev. Učila sem se pa tudi islandščino in to je tudi to, kako se lažje približaš lokalnemu prebivalstvu skozi to, da znaš jezik neke države. In sicer je bil ta jezik zelo zapleten, ampak je bil sem še dosti naučila, da sem se lahko zmenila v trgovinah. Predvsem zapleten je ta izgovor, je pa to stari vikinški jezik, najstarejši. Torej, Alenka, ko si ti bila na Islandiji, si torej ti videla ta polarni severni sij? Ja. In sem ga videla in kar je zanimivo, na sliki sploh ne zgleda, ampak vedno, ko je bil severni sij, je pihal in je bilo mraz. In ker na Islandiji skozi piha, ampak piha pa drugače kot tukaj, ker tukaj recimo piha v sunkih, tam pa skozi pomalem piha, ali pa tudi včasih veliko. Pa še tole, če boste šli na Islandijo, pa hočete biti trajnostni turisti, lahko podpišete tale Icelandic Pledge, nekak zaveza k trajnostnemu turizmu, kjer podpišete, da boste potovali trajnostno in da ne boste preveč osnaževali in da boste spoštovali naravo, ampak tem bom še zdaj malo. No, kar sem mislila glede spoštovanja narave, je bilo pač predvsem v tem, da ko greste v notranjost Islandije, da se recimo vedno vozi in hodi po značenih poteh, kako vidite, tukaj narava, malo ni, precej uboga in rab zelo dolgo časa, da se obnovi, kot vidite, sploh ni dreves, ker ni pogojev za njihovo rast. In zato še treba biti bolj pozoren na to, kako se skrbi za okolje. Je pa recimo zanimivo, da še kljub temu, da nimajo dreves in veliko trave, imajo pa še vsem veliko ovc. In kot vidimo, veliko. Oprostite, prekinjam, Alenka, eno vprašanje bi odgovorili. Torej, Anja zanima, si kaj bolj potovala po celotni Islandiji, kakšni so bili stroški potovanja glede tega, ne samo na onih destinacijah, ko se nam predstavlja, oziroma? Ja, potovala sem, predvsem nekako, jaz bi hotela iti vsak vikend nekam na izlet, ampak to ni vedno šlo, tako da smo kakšne vikende samo ostali pa spoznavali bolj kulturo v mestih, se pravi, da smo jedli sladoled, ker to jejo celo leto in šli v bazen. Drugače pa recimo na koncu potovanja, na koncu bivanja sem šla za 14 dni na vzhod in potem še en teden malo z avtobusom naokoli. In kar so se vsi malo čudili, da gre to z avtobusom naokoli, ampak je vsem še kar šlo. Stroški potovanja. Tele avtobusne karte so recimo za eno 3-urno vožnjo, so 11.000 kron, kar v bistvu za 5-urno vožnjo so 11.000 kron,
kar je nekako 60 evrov, ampak hostli so pa nekje od 30 evrov do 40 evrov na noč. Hrana se pa itak pol kup v teh shopping centrih in je pol bolj poceni. Ker recimo, če pivo je lahko 12 evrov ali pa kava je lahko 6 evrov, ampak seveda tudi cenejše možnosti najde, če veš, kaj gledate. Ti ima ful imajo te happy hour in potem za razne restauracije in bare in že to pomaga, pa tudi veliko popustov imajo, tako da če malo spremljaš, se da tudi bolj poceni čez pridati. Ampak je vseeno draga destinacija, koliko slišim zdaj po tvojih podatkih, izkušnjah. Je. Ampak so pa kakšne stvari za ston, recimo severni si je za ston, tako da pa ti izleti so ful dragi. Če recimo na vodene izlete, to je pa lahko tudi 100 evrov za cel dan, tako da zato se splača kdaj na taka prostovoljstva, ker imaš popuste na te izlete in pa imaš kakšne tudi ston, ker te pa peljejo na ekskurzijo ali spoznaš ljudi, s katerimi greš, tako da se splača. Tu se je, Alenka, eno vprašanje še pojavilo za tebe. Evo, Dušana zanima, ali si v času bivanja na Islandiji uživala vitamine D zaradi pomanjkanja svetlobe? Malo, ja. Pa vitamin C sem, ampak vem, mislim, da sem to dosti manj kot ostali. Ostali so imeli še omego so jedali, vitamin C in vitamin D, ampak jaz ne vem. Sicer je bilo malo grozno, ker je v 9 še čisto temno in tudi če ob 11, ker pomeni, da pozimi sploh ne moreš počvati dobro naokoli, ampak ja, jaz sem itak delala vsak dan, zato nisem imela kakšnih težav, ampak vem, da pravijo, da imajo Islandci kar težave zaradi tega. Ja, tako tu zdaj, ko pišeš vprašanje novo, torej kako na ljudje vpliva samo 4 ure dnevne svetlobe, ne? Kako to doživljajo turisti, ne? Kako si ti to doživela, bolj podrobno, če lahko opišeš? Jaz se spomnim, da so vsi govorili, kako bo grozno, ker ni veliko sonca in mislim, vsi so naj strašili se s to Španko, ko so bile tam, ampak na koncu se mi sploh ni zdelo to grozno. Ampak se pravi, da je prva zima najlažja, da potem so ostale zime težje, ampak za turiste, pa ne vem, se mi pomagam, če si tam kakšen teden držim, nekako preživiš ali pa 14 dni. In mislim, se ima tudi zima svoje čare, recimo ta severni si ali pa mislim, kaj še. V glavnem, mislim, da je boljši poletem, ali pa spomladi, zato ker ima še vedno sneg, da lahko ga že recimo na izlete. Pozimi pa veter piha, pa sneg je. Da ja, s tem letos smo imeli v Reykjaviku manj snega, kot je bilo v Sloveniji in to mi ni bilo preveč všeč. Da ja. No, evo, še eno vprašanje se je pojavilo. Komu, kakšnemu potniku bi priporočal Islandijo in kaj je tista esenca države, ki ti je najbolj ostala v spominu? To pa nam zdaj sprašujejo prejšnji gosti, prejšnje oddaje. Tako da, evo, Alenka, s tebe. Ja. Torej, mislim, moram iti rad naravo, zato ker še se ima največje mesto 100,000 prebivalcev in ni glih za mestne ljudi, ampak ima pa vseeno zelo taka luškana majhna mesteca z luškanimi hiškami in pa tako, mislim, veter mora dobro prenašati. Saj se navadaš, ampak malo traja in posebej za nas Slovenci se mi zdi, da mi nimamo veliko vetra, malo vidiš nekaj skozi veter in se moraš malo navadati, ampak pa je lažje. Pa temperature so pa tudi polet okoli 10, tako da to je super za ljudi, ki ne marajo vročine polet. In še vedno je pa veliko bazenov, ker se vedno lahko pogrejaš, tako da se tudi to preživi. Ja. Jaz mislim, da je Islandija kar skoraj za vse ljudi. Ja. No, še eno vprašanje, torej, Lucijo pa zanima, katera je tvoja najljubša destinacija na Islandiji in zakaj? Moja najljubša destinacija, ena izmed najljubših je pravzaprav ta Highlands, se pravi ta notranjost, kaj tukaj vidite, zato ker res nekaj čisto drugega, nekaj, kar več ne vidiš nekaj drugje in tako veliko različnih barv in recimo vidiš tukaj tudi veliko teh vročih točk, ker plin ven izhaja iz zemlje in se pravi te gezerjev in zato je res tako zanimiv in tukaj recimo imaš lahko dolge pohode, hodaš. Tukaj lahko vidite na tej sliki tudi tale ognjenik, izpruhnil 2011
recimo, in tukaj res, pa tudi to je Katlin, ta najnevarnejši ognjenik, ker zdaj se na Islandiji pričakuje, da bosta kmalu še 2 ognjenika izbruhana, no, da je spet skozi pestro. Kar se pa dogaja tudi na Islandiji, je pa to, da je hitro izginjanje ledenikov in ledenih jam. Je pa ta, če ste še kdaj na Islandijo, kamor turisti ne hodijo, so tele Vestmanski otoki na jugu Islandije, ki so tudi taki zelo lepi in neka Islandija mala, ker ima vse od ognjenika do lušne mehne vesice do pafinov. Pafini so taki luškani mehni ptički. Ja. No, kot vidite, so te take, pa zaradi različnih kamnin so res take zanimive barve, ko se potepaš naokoli. Ker, recimo, kar se meni zdi, da turisti delajo napako, ko grejo na Islandijo, seveda čisto netrajnostno, je to, da grejo samo za 7 dni in v tem času grejo tale Ringkroud, se pravi cesto okoli Islandije, in pri tem zamudijo veliko lepih točk. Kot je recimo ta Seyðisfjörður, ker sem jaz bila 14 dni in to je taka luškana točka na koncu fjorda, ja, kjer so bili letos lani decembra tudi blatni tokovi zaradi preveč dežja. No, in to po mojem taka lušno, čisto odmahnjeno od vsega, recimo, če pozimi veliko snega, je cesta do naslednjega mesta zaprta in pa tudi po en teden ljudje ne morejo iz tega mesta. To vas sigurno zanima, kaj bolj počnejo pozimi. To sem jaz vprašala in oni veliko pletejo te lopapejse, ki jih lahko vidite na sliki, ali pa recimo igrajo karte, ali pa grejo v savne, v bazene in imajo družabne večere. Je pa Islandija dežela vode in elektrike, slapov in mavric, kar se vidi tudi na tej sliki, ker slapov imajo res ogromen in zaradi tega svojega vremena, ki se spreminja na vsake 10 minut, imajo tudi veliko mavric. Kar sem pa še to, kaj sem delala v Seyðisfjörðurju, tam hočejo jim postaviti ribjo farmo, zato sem zbirala informacije, kako to, pač strokovne članke, da bi se nekako pomagala jim boriti proti temu, pa tudi pomagala se jim s trajnostnimi predlogi za njihov hostel. No, posebna stvar je bila pa tudi obisk ognjenika, ker ko sem bila jaz tam, je glih v mojem zadnjem tednu bivanja izbruhnil tale ognjenik. Zdaj vidite, jaz to pobrala, pa bilo zih narobe, da ne morem. In ta ognjenik še vedno bruha, se pravi, zdaj bruha že kakšne 2 meseca in naj bi še vedno bruhal, mislim, noben ne ve, koliko časa, ampak naj bi še dosti časa bruhal, če ga hočete še pogledati. Je pa zanimiv, ker to je ta ščitni vulkan in se kak ne bruha samo na eni točki, ampak zdaj lava izhaja že iz 5 točk. In to je zdaj glavna turistična znamenitost na Islandiji, tudi oni grejo, tudi vsi Islandci to hodijo gledati. No, torej, zdaj pa še 2 slikce iz Reykjavika, ker sem preživela večino časa in še nekaj, je zelo lepo mesto, ampak recimo, ko smo se prej pogovarjali, kako so kaj Islandci ekološko zaveščeni, oni tukaj v tem ribniku plavajo golobi in oni to stalno krmijo in vse te ptice, kar pač ni najboljš, ker potem te ptice ne morejo več dobro leteti. Pojavilo se vprašanje, torej Simono zanima, kakšna je hrana, torej se da preživeti, če ne ješ mesa na Islandiji, kakšna posebej dobra lokalna specialiteta, ko si prej omenila, če se spomnim kozjo glavo ali ovčjo glavo, nekaj podobnega. Ja, mislim, da se preživeti, če ne ješ mesa. Mislim, če imajo ena mojih par prijateljev tam je bilo vegano in v trgovinah imajo najboljši veganski sir in tudi tak v trgovino imajo res ful ponudbe veganske in vegansko meso tudi in pač vse to ponujajo. Tako da imajo tudi dosti sadja in zelenjave, tako da ja, kaj pa nisem veliko hodila po restauracijah, ne vem, kaj so že možnosti v restauracijah, ampak vem pa, da imajo ene par trgovin, ki so specializirane samo za vegansko hrano. Lokalna specialiteta poleg ovčje glave, bi bile še kakšne ribe in še
pa imajo tudi take posebne božične torte radi jejo. In pač posebno je tudi to, da naredijo tak na masi iz piščanca. In ja. Pa recimo šunko imajo kot mi, samo da je pač ovčja šunka, tam veliko ovče pojejo. Zdaj imajo pa še kakšne veganske specialitete, ki se jih trenutno ne spomnim. Da ja. No, pojavilo se še tudi eno vprašanje, tudi Lucijo zanima, ali si spoznala kakšne zanimive islandske običaje? Ja, moj najljubši običaj je bil kol Božiča, ker sem bila jaz tam cel december, smo imeli božične sejme, ker vem, da jih tukaj ni bilo. No in kar mi je všeč pa Božiču, da ima nekako kar 12 božičkov, ali kar jih tam rečejo julec, ki so nekako troli, ki pridejo zgor in vsak dan en pride in pusti v čevlju darilo. Če si pridem, dobiš darilo, če nisi pridem, pa dobiš krompir. In za Božič mi je bilo tudi všeč, ker je bilo res vse toliko ukrašeno in potem te okraske pustijo še kar do marca. Zato je tako tema, pa rabijo malo svetlobe, pa imajo pa te lučke. Da ja. Pa recimo spet po rovcah, ampak en mesec imajo običaj, da recimo pojejo vse vdovcu, kar jim je ostalo od leta in potem posebno običaj imajo spet, ko ovce spustijo na prosto in tako naprej. Ovca pomembna žival na Islandiji. Ja. Ovca pa konj. Pa konj. Ko so posebni islandski konji, ko smo šli tudi jakati in tako naprej. Zanimivo. No, jaz pa nisem zasledil, mene pa zanima, kako dolgo pa si ti bila, koliko časa si ti bila na Islandiji? 8 mesecev. Od julija do konec marca. Super, no. Tu še eno vprašanje od Klare, torej ali si dobila kakšne informacije o njihovi uporabi te zelene energije, ali se tudi hostli držijo uporabe, na primer geotermalne energije oziroma rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje? Ja, tam vse se ogreva z geotermalno energijo, tudi vsi hostli. In ker se tudi pač, to se točno pol vidi v tem, da ko imajo to ni toliko tega, pa je toliko pocen, pa recimo puščajo luči prižgane pa tako naprej. In tudi pa geotermalni energiji, pa z njo recimo ogrevajo te rastlinjake, kar pa tudi ni v redu, zato ker je tukaj toliko te energije, da jim zdaj že postavljajo neko skoraj da umazano industrijo iz drugih držav, ker je pač to tukaj bolj poceni, imajo tako veliko proizvodnje aluminija. In to, da gradijo pa tudi hidroelektrarne, ampak potem hidroelektrarnami se že pač pojavljajo neke iniciative, da bi si jih malo manj gradili, ker to še vedno ni vse najbolj zeleni vir energije. Da. Ja, ko si omenila geotermalno energijo, to je znana tudi kot pomembna turistična atrakcija Islandije, tudi ta geotermalna kopališča na prostem, ko so Ja, vsi ti bazeni so ogrevani z geotermalno energijo in zato recimo imaš v njih, jih je več in imajo tako različne temperature, recimo nekje eni imajo 38 stopinj, drugi imajo 42 stopinj, pa imaš pa druge, ki imajo od 8 do 12 stopinj, ker Islandci, ko grejo v savno, pa grejo obvezno v te od 8 do 12 stopinj in zelo radi pa na primer tudi plavajo v oceanu, ko ima recimo tam okoli 10 stopinj, mislim, okoli 5 stopinj, ampak to jih ne moti. No, vidiš, tukaj še je. Pa Aleksa, zanima se, ti je zdela Islandija najbolj okolju prijazna turistična destinacija, ki si jo kdajkoli obiskala? Ja, da pomislim. Težko vprašanje. Veliko sveta že videla, tako je to, ja. Verjamem, da težka izbira. Mislim, da kar se tiče namestitev, sta bila Zebra hostla eno najbolj trajnostnih hostlov, ali pa sploh namestitev, ker sem koli bila, ker so se pač res trudili in še vedno bilo boljše, se mi zdi, res so se trudili in jim je bilo to res pomembno in tudi ti ljudje, ki so delali tam, so se dosti zavedali vsega tega, kaj morajo delati, pa tudi ljudje se mi zdijo kar dosti okoljsko ozveščeni, ampak je še vedno ene par stvari, ki bi jih jaz tam popravila, recimo v supermarketih ima čisto preveč plastike, dosti več kot mi, tako da kakšne stvari mi še vedno niso bile čisto všeč. Da ja. Torej, zdaj pa bomo odgovorili še na zadnje vprašanje, ne? Torej, Mateja zanima, kakšni so pa kaj ljudje, so res bolj zaprti, to so to očitno stereotipi, ne? Tisti, če res držijo ali ne?
Zdaj pa vem, če lahko ti uvržeš ali potrdiš. Ja. Islanci po nas so, mislim, res so bolj zaprti, težko reče žoba prijatelj z njimi in težko začneš takoj z bolj osebnimi pogovori, ampak so pa po drugi strani so pa ful prijazni. To sem recimo vedno, ko sem šla s kolesom čez cesto, sem jim vedno ustavljala in vedno ti pomagajo in vsi znajo dobro angleško. Ampak je pa tudi zanimivo to, da je na Islandiji veliko tujcev, tako da potem se pač bolj s tujci družijo skrati Islanci in Islanci, mislim, zelo so tudi povezani s svojimi prijatelji iz otroštva, da po mojem pol se mi zdi, da sploh ne dobivajo več toliko prijateljev, tako da ja. Ampak zdi so bolj zaprti, kot recimo kakšni iz teh balkanskih držav ali kaj takega. Ampak jaz se po enih parih pirih malo spustijo, tako da pa je pa lažje z njimi navezati. Po bazenih ti tudi vedno sprašujejo vse sort. Zanimivo. Nič, dragi gledalci in gledalke, zdaj pa se približujemo koncu, ne? Če vas zanima še kaj več, lahko svobodno pišete Alenki na njen mail naslov, ki je naveden v ključku spodaj. Tebi, Alenka, hvala za to, da si vzela čas za danes, da si bila z nami, da si nam povedala toliko tvojih zanimivih opažanj, izkušenj, znanja. Predstavitev je bila po mojem mnenju odlična, zanimive slike, prav popeljale so nas tja. Vreme se tudi gledalci strinjajo z mano, tako da ja, želimo ti tudi veliko takšnih potovanj v prihodnosti. Hvala tudi vam, pa, dragi gledalci in gledalke, za vašo podporo pa vprašanja. Ste ključni del pri razvoju naše oddaje in brez vas ne bi prišli tako daleč. Tako kot sem že na začetku in že milijonkrat povedal v vseh oddajah, če želite pa zvedeti več o današnji temi in o podobnih temah, pa obiščite spletno revijo Globetrotter in preberite katerega izmed Alenkinih člankov. No, zdaj pa še tisti vroči del, oziroma zanimivi del, ko sem še rekel nekaj posebej zanimivega. Ampak mislim, da zdaj tehnični napak ste že verjetno pogruntali, da je bilo geslo za tisto posebno high člansko izkaznico prikazano, ampak za tiste, ki še niste videli, torej vsi, ki ste stari med 15 in 30 let, pošljite na mail naslov, naveden spodaj, svoje podatke, letnico rojstva in geslo, ki se imenuje ekopotovanja. Torej še enkrat, pošljite svoje podatke, letnico rojstva, še posebej zraven, in geslo ekopotovanja, da dobite brezplačno high člansko izkaznico. Torej, ta članska izkaznica vam bo omogočala 10% popust v youth hostlih po celem svetu, ne samo v Sloveniji. Vključuje tudi več kot 60,000 popustov po vseh različnih destinacijah in turističnih atrakcijah. In torej, je možno tudi, ko sem povedal, v youth hostlih, ki jih je pa tudi kar 4,000 po celem svetu, tako da ja, vse splača. Za konec bi vas še srčno povabil, da nas podprete v eni dobrodelni akciji, imenovani, torej namenite dohodnino za otroško veselje in doživetje na morju. Torej, popotniškemu združenju lahko namenite od 0,5% do 1% vaše dohodnine in s tem pomagate otrokom, torej mladim, z manj priložnosti do oddiha na morju. Projekt poteka skupaj z tem mladinskim zdraviliščem in letoviščem Rdečega križa Slovenija, torej Debeli rtič. Več pa lahko zveste na spletni strani. Torej, vabimo vas pa tudi na naslednjo oddajo, ki bo pa čez 3 tedne, pozor, 3 tedne, ne 2 tedna, 3 tedne, ki bo torej 17. junija ob 21. uri. Več o vsebini oddaje pa zveste, če nam boste sledili na Facebook strani Popotniškega združenja. To pa je zdaj tudi vse za danes. Hvala, da ste bili z nami. Alenka, hvala še enkrat. Tudi tebi. Vsem se zahvaljujemo za podporo. Ostanite zdravi in zdaj, ko se sproščajo ukrepi, veliko potujte. Pa seveda previdno in varno. Adijo. Ja.